Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Korona kriza še kar traja, izboljšanja situacije še ni in edina svetla točka v tem tednu je bilo pričakovanje Martinovega, ko se je mošt spremenil v vino, žal brez večjih druženj in praznovanja za vinarje in tiste, ki imajo radi to pijačo. Pa vendarle, kljub vsem težavam ostaja žarek upanja, da se bo situacija slej ko prej umirila in da bo morda december bolj prijazen in, kot radi rečemo, vesel. A do takrat je še nekaj časa in zato lahko le upamo, da bo res tako. Nocoj si med drugim oglejte, bo občina Zagorje ob Savi postala mestna občina. Kako o preimenovanju občine v mestno razmišljajo v Litiji? Covid kriza v osnovni šoli Gradec. Kot smo poročali že v torek, so se svetniki in svetnice Zagorskega občinskega sveta v ponedeljek sešli na 19. redni seji. Med drugim so v prvi obravnavi potrdili predlog občinskega proračuna za prihodnje leto, ki je s torkom v javni obravnavi, ta pa traja do 23. novembra. Med drugim pa so dali svetniki in svetnice županu Matjažu Švaganu zeleno luč za ustanovitev posebne komisije, ki bo preučila možnosti in pripravila vse potrebno gradivo za pobudo, s katero bi država občini Zagorje ob Savi spremenila status v mestno občino. Kaj o tem meni župan pa v izjavi? Ja, moje stališče je zelo jasno, da v Sloveniji čim prej pridemo do pokrajin. Vemo, da najbolj realna je Zasavska pokrajina, ki obsega občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in pa Litijo. In tudi zagovarjam stališče, da vsaka nova pokrajina naj bi imela tudi mestno občino in vsekakor je občina Zagorje tista, ki ima najboljše predpozicije, da dobi status. To sem predlagal zgolj, da oblikujemo komisijo, ki naj bi pripravila gradivo, eno osnovo, potem tudi za razpravo v državnem svetu oziroma državnem zboru. Seveda tukaj ne želimo tekmovanja med občinami, kdo kako na kakšen način. Sigurno so pa rezultati, kar se tiče inštitucij, ki imajo sedež že državne v Zagorju, kot razvojni vidik, površina občine, število prebivalcev, tako da smo na pravi poti, da takšen status tudi pridobimo in da tudi najdemo en soglasje na podlagi strokovnih osnov v novi pokrajini. Po Zasavju se govori, da tudi sosednja občina pripravlja pobudo za ustanovitev mestne občine. Poglejmo, kaj o tem pravi župan. Ja, žal je ta situacija takšna, če bi mi kot občinski svet skakali v Savo, bi drugi dan kakšen drugi občinski svet skakal v Savo. Tako da obžalujem, da prihaja do, če ena pobuda, potem neka nova pobuda, ker potem izniči kakršnokoli prizadevanje ene občine za drug status. Tako da tukaj zmagovalcev ni, poraženci smo vsi in Ljubljani se na ta račun nam samo smejijo in takšnih zgodb je bilo v zadnjem obdobju kar nekaj od Ceroza in ostalih, ki bi morali biti bolj medobčinsko podkrepljene in žal je to tudi slaba popotnica za novo zasavsko pokrajine, ampak kakorkoli že, dovolj smo stari vsi z malo na čelo, da vemo, kaj delamo in tudi smo odgovorni do svojih ljudi, tako sedanjosti kot za tudi našo prihodnost. Glede na dejstvo, da se občine v zasavski regiji vse bolj spogledujejo z idejo, da se reorganizirajo v mestne občine, podobno razmišljajo tudi v Litiji. Status mestne občine je nekoliko drugačen kot status običajne in prinaša kar nekaj prednosti in predvsem več sredstev v občinske proračune. Kaj o tem meni župan Litije Franci Rokavec pa v naslednjem prispevku. Ja, gledajte, jaz mislim, da je dejansko posledica teh razmišljanj predvsem odločitev občine Krško, ki je sprožila postopek za, se pravi, določitev mestne občine Krško. Mislim, da je to na nek način predvsem posledica, se pravi, neodzivnosti države, predvsem pa politike, da bi končno jasno določila, se pravi, tudi pokrajine v Sloveniji. Moje osebno mnenje pa sledeče, če gledamo primerljivo z sosednjimi državami, tudi Avstrijo,
potem bi bilo najprej mogoče bolj smiselno spremeniti kriterije za določitev statusa mestne občine, ker ta status ne sme biti pogojen z, se pravi, tem tekmovanjem, kdo bo imel sedež, recimo, bodoče pokrajine, ampak kot statusa mestne občine in na drugi strani tudi možnosti določenih evropskih ukrepov, ki pa so na podlagi, se pravi, kohezijske politike, predvsem pa recimo v ukrepu CTN1 možne za mestne občine. Tukaj mislim, da bi bilo smiselno spremeniti pri nas zakonodajo, ki bi omogočala status mestnih občin vsem občinam, ki imajo jasno priznano tudi status mesta. In tukaj spada tudi Litija. Osnovne šole so zagotovo eno od najbolj ranljivih mest v času korona krize. Glede na dejstvo, da so ravno otroci ena od bolj občutljivih skupin, saj pri njih težko uveljavljati preventivne ukrepe v smislu nošenja mask ali samotestiranja, stroka vedno znova išče primerne ukrepe. Poglejmo, kakšna je situacija na osnovni šoli Gradec v Litiji. Mislim, da kar znosno, da z ukrepi, ki so bili uvedeni in jih izvajamo od začetka šolskega leta, da kar nekako teče to in da pouk v šolah dobro poteka. V tem trenutku imamo v karanteni 3 oddelke, zdaj en je kombiniran in v teh 3 oddelkih, po mojih podatkih, so 3 učenci, ki so bili pozitivni na COVID. Tako da se okužba ni nikamor razširila. Je pa res, da smo vse te 3 oddelke poslali na delo na daljavo takoj, ko smo imeli informacijo o pozitivnem hitrem testu. K sreči je tako odreagirali, da po šoli se ni to nikamor preneslo, pa tudi znotraj razreda. Jaz nimam informacije, da bi v kakšnem razredu se okužba bolj razširila naprej. Tako da na tak način potem to zdaj peljemo. Ko pride do kakšne okužbe, ko dobimo informacijo, bi se pa mogoče na tem mestu, zdaj, ko že imam priliko to sporočiti, lepo zahvalil staršem, da so toliko fer, pošteni in odgovorni, da ko pride do kakšne potrditve okužbe, da nam to takoj sporočijo, da lahko potem tudi odreagiramo pa ustrezno zamejujemo naprej. Nekoliko težav smo imeli zdaj, ko se je to septembrsko lepše vreme zaključilo in ko je prišla vlaga pa malo hlada, takrat, ko se začnejo te respiratorne težave pa posamezni virusi, tako da tukaj je bilo nekoliko več nadomeščanj. Zdaj je tako, da pač učitelj, ki je pozitiven, je za 10 dni v izolaciji in tistih 10 dni nadomeščamo pouk. Ja, zaenkrat se samo testirajo tisti učitelji, ki niso preboleli oziroma ki niso polno cepljeni. Testirali so se prej enkrat tedensko, zdaj se testirajo 3-krat tedensko, ker te testi zdaj menda veljajo 48 ur. Smo pa pred tem, da bo treba testirati vse učence in zdaj smo še v pričakovanju bolj natančnih navodil, pa tega, koliko si lahko sami dopustimo, koliko imamo sami manevra, da bi tule v enem takem pametnem dialogu starši našli en način, da bi informacije imeli, ker tisto, kar se meni zdi zelo pametno v zvezi s samotestiranjem, je to, da bi, če bi se res učenci, oziroma ko se bojo učenci 3-krat tedensko samotestirali, imamo informacijo, da so potem res v šoli negativni. Tisto, kar smo se navadili v tej epidemiji in kar je mene presenetilo, tako da še zdaj kot mantra ponavljam na vsakem koraku, je to, da smo imeli pozitivnega učenca, prvošolca, brez simptomov, ker so ga doma starši testirali za poskus, za foro, če lahko tako malo po domač povem, zato da so videli, kako ta test izgleda, pa kako to izvesti. Učenec je bil pozitiven na hitrem testu in potem tudi potrjen na PCR testu. Brez simptomov, brez bolečega grla, brez kašljanja, brez vročine. Tako da očitno ta presejalni test, ker samo testiranje je, bi nam uspel izločiti tudi kakšne take povsem asimptomatske osebe in bi lahko še bolj zamejili. Če bomo znali pametno to samo testiranje izpeljati, če lahko na tiho povem, ne vem, v domačem miru pod nadzorom staršev, ki so odgovorni za te učence, ne v šoli, ko pridejo v šolo enkrat, pa imajo že zjutraj polno enih stikov, potem je to en korak proti tisti normalnosti, ki jo vsi čakamo.
Glede na situacijo COVID-19 v večini slovenskih zdravstvenih inštitucij prihaja do pomankanja kadra. Nič drugače ni v Zasavju, konkretno v zdravstvenem domu v Zagorju, kjer so se v vodstvu odločili, da medse povabijo tudi študente, ki se praviloma izobražujejo v zdravstveni smeri. Koga vse iščejo in kakšno delo bodo upravljali, pa direktorica Saša Bajda. Glede na trenutno situacijo smo začutili potrebo, da v svoje vrste sprejmemo tudi študente, saj trenutno z lastnim kadrom, ki ga imamo, težko zagotavljamo vse storitve, ki jih poleg storitev, ki jih imamo vsakodnevno za narediti, naredimo še vse, kar nam je naložila epidemija. To so testiranja, cepljenja, triažne točke. Koga pa iščete? V bistvu najbolj so zaželeni študente zdravstvene nege, študente medicine, za delo na triažni točki pa je lahko tudi študent kakšne druge smeri, ki ga bomo preučili. Za delo na cepilnem mestu in na testiranju pa je zaželen oziroma potreben zdravstveni kader. V Trbovljah že nekaj časa povsem mirujejo dela na zemljišču, kjer nameravajo urediti strelišče. Narejen je bil izkop, posekano drevje in grmičevje, izravnava površine in podobno. Nato pa so stvari obstale. Dela, ki so potekala nad novim trboveljskim bajerjem nad Gojdo, so vzbudile zanimanje mimoidočih in bližnjih krajanov, saj je parcela tik ob precej uporabljeni sprehajalni poti, ki se občasno uporablja tudi za promet. Nikjer namreč ni bilo in ni nobene table, iz katere bi bilo razvidno, za kakšna dela gre in kdo je izvajalec. Prihodnje leto nameravajo pridobiti vso dokumentacijo za gradnjo in postavitev društvenega strelišča, ki bo manjši nezahtevni objekt za športno dejavnost. Strelišče naj bi bilo urejeno v nekaj letih, saj je vse povezano s pridobitvijo ustrezne gradbene dokumentacije in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Občina Šmartno pri Litiji, javni zavod Bogenšperk in knjižnica Litija so v teh dneh zaključili javni fotografski natečaj na temo Šmarska sakralna dediščina s poudarkom na Šmarski farni cerkvi svetega Martina. Poseben poudarek je bil na detajlih cerkva in ostalih elementov, odziv je bil dober, česar so bili zelo veseli. Otvoritev razstave poslanih del je bila predvidena ta ponedeljek kot uvod v praznični teden, v katerem praznuje občina Šmartno pri Litiji občinski praznik. Vendar je bila zaradi neugodne epidemiološke slike odpovedana. Letos je potekal že 7. fotografski natečaj. Objavili smo ga občina Šmartno pri Litiji, javni zavod Bogenšperk in knjižnica Litija. Za temo smo izbrali farno cerkev v Šmartnem in njene podružnice. S tem natečajem smo tudi obeležili 120-letnico posvetitve cerkve svetega Martina v Šmartnem pri Litiji. Cilj do sedaj vsakega fotografskega natečaja je bil izbor umetniških in kakovostnih fotografij, namenjenih promociji občine Šmartno pri Litiji in javnega zavoda Bogenšperk. In namen natečaja pridobiti v fotografski objektiv stavbno oziroma sakralno dediščino cerkva v župniji Šmartno pri Litiji, predvsem z edinstveno dekoracijo in zanimivimi detajli. Obenem pa so te fotografije predvsem pomembne tudi kot arhivski posnetki stavbne dediščine in s tem spomin in dokumentacija vsem bodočim generacijam. Na fotografski natečaj je sodelovalo 10 različnih avtorjev in so prispevali skupaj 28 fotografij. Veseli smo bili, da so se letos odzvali tudi 4 mladi fotografi. Nagrajene so bile 3 fotografije. Izbrali so jih člani komisije, ki so jo sestavljali: Jani Vozel, grafični oblikovalec, Peter Prosenc, profesionalni fotograf in magistra Ana Kocijančič, likovna kritičarka. Na letošnjem natečaju je prvo mesto dosegel Miran Škulj, drugo mesto Alja Škulj in tretje Rajko Grimšič. Fotografije bodo na ogled v galeriji knjižnice Šmartno v času njene odprtosti, potem pa tudi na spletnih straneh knjižnice Litija in javnega zavoda Bogenšperk. Člani komisije so predlagali tudi temo za naslednje leto, to je občina Šmartno v 4 letnih časih.
Razpis pa bo objavljen na začetku prihodnjega leta. Ob tej priložnosti naj se vsem sodelujočim zahvaljujem za sodelovanje in nagrajencem iskreno čestitamo. Iz občine Moravče sporočajo, da se je zaradi vse slabših epidemioloških razmer v Moravški dolini sestal štab civilne zaščite občine Moravče. Občanke in občane pozivajo, da spoštujejo vsa navodila NIJZ. Da bi zaustavili širjenje virusa, je še posebej pomembno, da se do nadaljnjega izogibajo vsakemu druženju izven ožjega kroga družine. Vse prireditve, martinovanje, miklavževanje in podobno so prepovedane. Starše in društva pozivajo, da še posebej glede otrok strogo spoštujejo karantenske ukrepe. V dogovoru z zdravstvenim domom Domžale bodo v novembru in decembru zagotovili cepljenje v avli kulturnega doma v Moravčah. O datumih cepljenja bodo občani pravočasno obveščeni. Cepljenju vljudno vabijo vse, ki potrebujejo prvo ali drugo cepljenje in tretji poživitveni odmerek. Cepili se bodo lahko tudi brez predhodnega naročanja, če pa se želijo prej naročiti, lahko to opravijo tudi na telefonsko številko civilne zaščite 064 229 277. Obnašajmo se odgovorno, cepimo se, je še poziv iz občine Moravče. Že več let zapored v Zasavju zbirajo najzaslužnejšo prostovoljko, prostovoljca in prostovoljsko organizacijo ter prostovoljski projekt Zasavske regije. Širjenje prostovoljskih vrednot je ključni namen natečaja Prostovoljec Zasavske regije. Z njim želijo organizatorji pohvaliti prizadevanja, izpostaviti učinke prostovoljskega dela ter promovirati prostovoljstvo v Zasavski regiji in širše. Ja, letošnji natečaj za prostovoljca Zasavske regije poteka že kar nekaj let, ponavljamo ga vsako leto in v letošnjem, tako kot preteklo leto, v bistvu izbiramo oziroma se bo glasovalo za najprostovoljca Zasavske regije iz posamezne občine. Torej bomo v tej kategoriji izbrali 4 posameznike oziroma posameznice, po enega iz Litije, Zagorja, Trbovelj in Hrastnika. Potem je kategorija najprostovoljska organizacija Zasavske regije in v bistvu od lanskega leta, ponavljamo tudi letos, prostovoljski projekt, ki se izvaja v Zasavski regiji oziroma se je izvajal in se še izvaja v letu 2021. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.